primerih udbovskih likvidacij, o odgovornih za lete in vabljeni, da z nama ostanete do konca, saj se bova v drugem delu pogovora dotaknila tudi vloge Milana Kučana in njegovega nastopa na včerajšnji komisiji za peticije. Ste pa k sodelovanju, tako kot nazadnje, vljudno vabljeni tudi vi. Svoje vprašanje za mojega sogovornika lahko pošljete na spletni naslov arhivi@sds.si, v naslednje pol ure pa bomo poskusili na čim več od njih tudi odgovoriti. Gospod Roman Leljak, hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Res je, da se sedaj pogovarjamo o arhivih, predvsem zaradi arhivske novele, ki jo je sprejela koalicija na predlog vlade, vendar pa je ta tema bistveno širša, bistveno bolj pomembna za nas, za naše življenje. A se strinjate? Ja, popolnoma se strinjam. Arhivi in predvsem naša polpretekla zgodovina še vedno buri duhove in mislim, da so ravno arhivi so tisti, ki bi v kratkem času v prihodnosti lahko pomagali, da čim prej se rešimo tega bremena na način, da se odpremo, pokažemo vse javnosti in končno v tej preteklosti na nek drugačen način razmišljamo. V arhivih ste sedaj kot raziskovalec odkrili kupico dokumentov, ki na tak ali drugačen način obremenjujejo mnoge vidne člane nekdanje Komunistične partije Slovenije. Koga konkretno, o kakšnih zločinih govorimo? No, zdaj zadnjo leto dni predvsem raziskujem delovanje službe državne varnosti oziroma UDBE, bolj razumljivo. Seveda, UDBA je bila izvršilna roka Komunistične partije oziroma Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. V njej so pač bili aktivni člani kot člani Zveze komunistov in tudi kot člani službe državne varnosti. Zadnje dni največ seveda prebiramo v zvezi z dogodki od leta 70 pa do leta 90. To so vsi načelniki službe državne varnosti, ki so v tem obdobju delovali, tukaj predvsem mislim na Silva Gorenca, Zemljariča in pa seveda vlogo predsednika Kučana, ki je v glavnem to obdobje bil član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije oziroma predsednik. Ste podali že kakšne konkretne ovadbe? Ja, mislim, da sem v tem že dokaj precej jaz, je bilo veliko napisanega. Zbral sem dokumente o dejavnosti oziroma umorih, ugrabitvah, poskusih umorov, ki jih je izvedel Silvo Gorenc v obdobju od 68. do 70. leta, ko je bil šef slovenske UDBE in pa potem od leta 72-74, ko je bil šef jugoslovanske UDBE. Pri Silvu Gorencu mislim, da gre za 10 kaznivih dejanj. Za sabo je pustil kot načelnik te službe 10 trupel in vsa ta kazniva dejanja smo pač organom pregona v Nemčiji popisali in so dokumentacijo se jim tudi poslal. Morda preideva kar na kakšne konkretne primere. Primer recimo Nikice Martinovića iz leta 1975. Kdo je za njegovo likvidacijo odgovoren in ali je šlo res za terorista oziroma ustaša? No, Nikica Martinović leta 1975 seveda ni bil ustaš. Vojna druga se je končala leta 1945. Če je že bil kdo pripadnik teh enot, je bil samo med vojno, nikakor pa po vojni. Ampak Nikica Martinović tudi med drugo svetovno vojno ni bil pripadnik ustaških enot na Hrvaškem, ampak je bil pripadnik redne hrvaške vojske, hrvaškega domobranstva, kar je pa bistvena razlika. Nikica Martinović se je skupaj z ostalimi vojaki takrat leta 1945 umikal na Pliberško polje v Avstrijo. K sreči je tam tudi ostal, ni bil vrnjen v Jugoslavijo oziroma takratno Slovenijo, ker če bi bil vrnjen, bi bil danes nekje pokopan v teh 600 grobovih, ki jih imamo po Sloveniji. Ostal je tam in si ustvaril novo družino, začel je tudi delati kot obrtnik, ukvarjal se je z sadjem, z cvetjem in podobno, imel tudi takšno trgovino.
samega leta 1945 naprej pa je bil član častnega Pliberškega voda. To je bilo posebno društvo, ki so ga predvsem ustanovili Hrvati, da bi se vsakega 15. maja ob obletnici vračanja ljudi, svojih vojakov in drugih prebivalcev v Jugoslavijo in pa za 1. november so prirejali te komemoracije ko spomini. No, in Martinović Nikolića je bil član tega voda vse do svoje smrti 75. leta. Seveda ta aktivnost komemoracije, veliko zbiranje ljudi neposredno ob jugoslovanski meji, takratni vodilni partiji v Sloveniji, edini komunistični partiji, seveda ni ustrezalo. UDBA je že od leta 1946 imela nalogo, da razbije Pliberški vod, da ga stalno ima pod nadzorom in da poskuša vsakoletno to društvo razbiti. Tako so, na primer, že leta 1966, jaz popisujem to v tej svoji knjigi, postavljali bombe na pokopališču, tam, ko so se zbirali, postavili bombe v gostilnik Hrust, tam, ko so po komemoraciji odšli na kosilo in podobno. No, ob eni taki bombi je tudi težko poškodovana hčerka, ko je bila stara 7 let, ko je ta bomba eksplodirala. Tako da so pač poskušali to društvo vedno onemogočiti. Moramo povedati, da pa v arhivi ni zabeleženo niti ene aktivnosti, sovražne aktivnosti tega voda proti takratni Jugoslaviji. Niti enega. Vse, kar je to društvo počelo, so bile te komemoracije. Ampak politična odločitev centralnega komiteja je pač bila, da je to pač sovražna aktivnost proti Jugoslaviji, služba državne varnosti je dobila nalogo in to so izvajali. In leta 1975 je pač Zemljarič podpisal načrt dela, paralizacijo delovanja tega društva in padla je odločitev 4. februarja 1975, da se Martinović Nikolića likvidira. In je tudi kasneje 17. februarja tudi likvidiran. Naslednji primer, istega leta je bila v Italiji umorjena družina Ševo. Ja. Takrat je bila s strelom v glavo likvidirana tudi 9-letna deklica Rosemary. Ja, sej ubijanje teh otrok, ki so bili slučajno zraven, jih je bilo kar nekaj več. 66. leta tudi 3-letna punčka v Argentini, ki je tudi bila postavljena bomba za Hrvate v Argentini. Seveda tudi ta primer, ki se je zgodil 72. leta, avgusta meseca, ko je šef slovenske UDBE bil, jugoslovanske UDBE bil Silvo Gorenc. Takrat je to likvidacijo sicer izvedla bosanska UDBA iz center Mostar, seveda z odobritvijo direktorja zvezne UDBE, kar je pa bil Silvo Gorenc, zato smo tudi mi na nek način upleteni kot Slovenija v te umore. Res je, takrat je umorjena cela družina, atentator je streljal v glavo tudi te Rosemarije, kar je pač najbolj strašno, kar se je lahko zgodilo in ni jasno, zakaj je prišlo do tega, zakaj vse otroka niso pustili pri življenju. V primeru Martinovića nisva omenila Hanzija, a ne? No, Milan Dorić, Hanzi, Flora, Pogan, Sivi Viator, Beli Viator, Sivi, to so vsa kodna imena, ki je ta sodelavec UDBE imel. To je bil največji sodelavec za področje hrvaške emigracije. Milan Dorić je že kot 16-letni fant se najprv kot pripadnik nemške obveščevalne službe Hitlerjugenda vključil med partizane in že tam, že leta 1944. leta so zabeleženi prvi primeri, da so bili likvidirani nekateri na osnovu njegovih poročil. Seveda so jih takrat Nemci likvidirali. No, takoj zatem se Hanzi spriletli z službo državne varnosti in od 50. leta, ko je prvič poročal o delovanju
teh taborišč v Avstriji, ki so pač zbirališča za ljudi, ki so takrat bežali iz takrat Jugoslavije. Že od tam je začel pošiljati razna poročila. Vso to gradivo je k sreči ohranjeno. In pa vse tam do 60, 70, 80, 90 leta, sodeloval je pa tudi kasneje še 10 let z našo sedanjo Sovo. Hanzi je bil vključen v veliko akcij. Obstajajo dokumenti, jaz sem jih včeraj na seji predstavil za leto 68, ko so bili ubiti Mile Rokavina pa Tolj Aleksandar, uredniki časopisa Hrvaška svoboda v Minhenu. Potem leto kasneje celotna družina Vukić je bilo namen, da se jih zastrupi. Hvala Bogu so preživeli, med njimi tudi ponovno 8-letni sin. Leta 2070 je 10. aprila v pivnici v Minhenu postavil bombo. Ti dokumenti obstajajo in so danes predani tudi organom pregona. Sicer nekateri današnji mediji poskušajo tega, predvsem v Sloveniji, tega Hanzija predstaviti kot nekakšno žrtvo, kot nekaj, ne vem, dobrega človeka. Ampak gledajte, jaz sem že včeraj kup dokumentov predstavil od njegovih lažnih imen, 17 pištol, ki jih je sprejel od Udbe. Ena od teh pištol je potem tudi bila predana Štedolu. Imamo revers, da je ta pištola predana od službe državne varnosti in pa gradivo švedskega sodišča, ker se ista ta številka pištole najde v dokumentih sodišča na Švedskem. Se pravi, neposredne dokaze, da je ta Hanzi Dorić Milan res vpleten v vse te zgodbe. Jaz upam, da se bo ta zadeva okoli Milana Dorića kmalu razpletla, sicer ne tukaj v Sloveniji, bo pa se tam, ker je to mesto, gospod Milan Dorić bo pač moral pojasniti vsaj 22 umorov, ki so se zgodili v Nemčiji, v katerih pa je on poročal, bil posredno ali pa neposredno vpleten. Milan Dorić Hanzi naj bi vohunil še za eno tarčo SDV-ja in sicer Nikolo Štedolom. Gre za preživelo žrtev atentata slovenske Udbe, ki je včeraj tudi pričal na komisiji za peticije. Pod pretvezo prijateljstva naj bi jih nadziral prav Hanzi, rezultat tega vsiljenega prijateljstva pa je, kot vemo, 6 strelov v telo. No, tukaj bi rad povedal še neko grozno dejstvo, da se je to zgodilo 1988. leta. Da smo pred kratkim o enih teh časopisov, dnevnih tedenskih revij, ki brani Hanzija, ko je bil objavljen ta intervju za Zemljariča, prebrali, da je Zemljarič povedal, da je njegovo delo v službi vedno nadzoroval Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. To so besede od Zemljariča. 1988. leta, ko se je pa pripravljal atentat, oziroma slovenska služba je pripravljala atentat preko sodelavca Dorića, je bil pa predsednik CK-ja Milan Kučan. In to je bilo tisto, kar smo ga tudi včeraj na seji hoteli vprašati. Kot nadzorni organ službe državne varnosti 1988 se je pripravljal atentat. Imamo poročila sodelavca Hanzija, ki je zadevo pripravljal. Atentat se zgodi, imamo žrtev, ki je bil 6-krat prestreljen in tudi dokaz enega od načelnikov, da je za vse nadzorovala delo službe državne varnosti, to je gospod Milan Kučan. Zdaj pa povejte, 66. je bil izveden atentat na Štedola, vi kot predsednik ste pa vodili ta nadzorni organ, se pravi Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, pa kakorkoli se imenuje, Komunistična partija Slovenija, pa Zveze komunistov Slovenije, mi je popolnoma vseeno. Tako, ampak verjetno so bili ti sodelavci za svoje delo tudi dobro nagrajeni. Če vzameva konkreten primer Hanzija, na kakšen način ga je Udba nagradila za svojo? No, v samem osebnem doseju je zbranih potrdil za preko 1 milijon takratnih mark. Vemo tudi, da so mu dali denar za restauracijo, ki jo je kupil, in pa tudi za dvosobno stanovanje v Celovcu, ki jo je takrat uporabljal za svojo ljubico. Pa greva še na en primer.
primer Crnogorac. Skupaj z Igorjem Omerzo ste novembra 2013 razkrili dokumente Arhiva Republike Slovenije, ki dokazujejo, da ga je Udba leta 1972 v Salzburgu ugrabila in pozneje v Sloveniji ubila. O tem primeru pravite, naj bi bil obveščen tudi sam Milan Kučan. 20. decembra lanskega leta ste zato nanj naslovili pismo, v katerem ste ga zaprosili za pomoč pri razreševanju dilem in seveda iskanju posmrtnih ostankov žrtve. Ste dobili kakšen odgovor? Ja, seveda ga nisem dobil. Prvo moje raziskovanje je bilo že v julija lani, sem prvič prišel do podatkov o tem Stjepanu Crnogorcu. Takrat sem s pomočjo hrvaškega kolega Bože Vukišića, ki mi je pač pomagal pri identiteti Stjepana Crnogorca, smo pač ugotovili, da je Marko Galun, ki se Stjepana Crnogorca, se njegovo ime, tajno ime v slovenskih arhivov je pod imenom Marko Galun in tudi tako so izdana vsa tista osebne izkaznice oziroma potni liste. In ko sem ta podatek razkril, mi je bilo jasno, kaj se je z Stjepanom Crnogorcem zgodilo. On je 2.7.72. leta ga imajo za pogrešanega v Salzburgu. Podatki so pa v arhivu potem dokazali, da ga je v bistvu 3.7. slovenska Udba ugrabila pod vodstvom takrat Borisa Mužiča, orožna, in pa seveda glavnega šefa Udbe v Jugoslaviji, ki je vedno moral dati zeleno luč za vsako akcijo, ki se je izvajala v tujini, za vse republiške Udbe, Silvo Gorenca. Stjepana Crnogorca so ugrabili, pripeljali sem v Slovenijo in so ga zasliševali vse do 14.7. V arhivu sem takrat našel tudi 3 kasete, katere sem 2 meseca upal, da je res to zaslišanje Stjepana Crnogorca. Zadeve nisem mogel preveriti, ker je bil uporabljen, ker v Sloveniji takratnega diktafona več nikjer ni na zalogi. Kasneje sem ta diktafon našel v bistvu v Banja Luki, ga pripeljal in na generalni policijski postaji v Ljubljani smo potem to poslušali in potrdilo se je, da je res to bil glas Stjepana Crnogorca, kar seveda postavlja tudi dokaz, da je ta akcija resnično izvedena in da je resnično v to zadevo upletena takratna slovenska Udba. Tukaj je bilo še ena takšna neprijetna situacija, po eni strani vesel dogodek, po drugi strani pa neposredna žalosten dogodek. Stjepan Crnogorac ima v Makarski še 4 sestre in 2 brata. Mislim, je bil 8. februar na kulturni dan. Smo skupaj z gospo Evo Irgli in pa Francijem Breznikom in sam smo odšli v Makarsko in družini odnesli ta posnetek. Ni bilo prijetno vse skupaj. Že med samo potjo sem dobil sporočilo sestre Bernardine, v katerem je zapisala: čakamo vas, vsi imamo občutek, da z vami prihaja tudi Stjepan. To so poslušali, potrdili, da gre za glas Stjepana in še enkrat ugotovili, da je delo službe državne varnosti Udbe res bilo krvavo, da so umirali ljudi, za katere ni bilo niti toliko materijala, da bi lahko sodili. Namreč zato je umrl Stjepan Crnogorac, ker ko so ga ugrabili, so videli, da nimajo dovolj materijala niti za sodišče, da bi bil tam verjetno oproščen. Zato so se pač odločili, da svojo napako popravijo na ta način, da ga likvidirajo. Seveda je Zemljarič v intervjuju povedal eno debelo laž, da se je pripravljala neko zastrupitev ljubljanskega vodovoda. To ne drži. To je res ena debela laž za Zemljariča, ki si jo ne bi smel dovoliti. Sicer je pa gospod Zemljarič že v tem času, ko se skuša braniti, pošilja razne dokumente na uredništvo časopisov, ki so pa dokumenti, ki jih je takrat ustvarjala Udba, s katerim je itak skušala samo ustvarjati konflikte med emigracijo v tujini, in s temi istimi dokumenti sedaj se hoče Zemljarič tudi braniti.
nikoli in nihče nikdar ni nobenega podatka o tem, nobene besede zapisane, tudi v dokumenti, ki jih je podpisal takrat Janez Zemljarič, je pa okoli 30.000 listin in bi tudi predlagal Zemljariču, da si jih gre ogledati in da bo videl, da nobenega niti Ljubljane ni bilo omenjen, še manj pa vodovoda. Nekdanji predsednik Republike Milan Kučan je včeraj na komisiji za peticije prebral svoj zagovor, zanikal kakršnokoli povezavo s temi dogodki. Prinesel je nek dokument, ki naj bi ga sam poiskal v arhivu, ki to tudi dokazuje. Kaj je na tem? Jaz bi takole rekel, na njegovo vprašanje, kot sem že prej povedal, odgovoril Janez Zemljarič sam. On je povedal, da je, ko je bil šef službe, da je njegovo službo nadzoroval CK Zveze komunistov Slovenije. Se pravi, leta 1972 je Kučan bil član tega centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in nadzoroval delo slovenske tajne službe in tudi takrat na tisti seji so predlagali, da se službi dajo še dodatna finančna sredstva, se pravi, je bil nadzorni organ. In sploh ni pomembno, kakšen je dokument, ali na dokumentu piše, da je bilo vročeno Kučano ali ni bilo vročeno Kučano. On je že na osnovu tega, ker mu je njegov šef Zemljarič javno povedal, da je CK bil nadzorni organ, v to zadevo vpleten. In bi kot človek, kot trikratni predsednik, če se ne motim, kot človek, ki je celo življenje živel na račun davkoplačevalcev, na njihovih plač, verjetno bil dolžen, da malo več pojasni. In to, kar je včeraj naredil, je strahopetno dejanje vsakega človeka. Mislim, kam bi prišli, če bi ljudje tako bežali in da se ne bi svojih odgovornosti zavedali. Milan Kučano bi morali vprašati tudi to, kar je povedal Janez Zemljarič. Ali je njegova beseda točno, da je CK bil nadzorni organ? To, kar je gospa Eva Iglir hotela tudi vprašati in ko je slišal vprašanje, je pač rep dal med noge in pobegnil. Znana je v teh zadnjih dneh tudi postala akcija Jambor, s katero je 13 sodelavcev SDV-a leta 1975 nadziralo in spremljalo uglednega Borisa Pahorja. V tej akciji prav tako naj bi bil obveščen Milan Kučan. Kakšen je vaš komentar? Ja, tudi v gradivu, ko smo dali na komisiji eno od teh informacij, je pač piše in tudi takrat pa je napisano ime, da je vročeno Milanu Kučanu kot članu sekretarijata Zveze komunistov Slovenije. Se pravi, Milan Kučan je vedel veliko več, kot pa danes hoče povedati slovenski javnosti. Veste, UDBA ni nekaj, kar je prišlo iz neba. Kot neko samostojna organizacija, v katero bi se danes rekel, mi nimamo nič s tem. UDBA je bila politična policija, ki je branila interese komunistične partije Slovenije oziroma komunistične partije Jugoslavije. Kdo je bil sovražnik komunistične partije, je bil tako imenovan notranji sovražnik in tega je nadzorovala služba. Za Borisa Pahorja je bilo takrat rečeno v nadzoru, zakaj se nadzoruje to, da celotna slovenska manjšina v Italiji deluje proti Sloveniji oziroma proti Jugoslaviji in da je idejni vodja tega delovanja slovenske manjšine proti Jugoslaviji Boris Pahor. To piše v nadzoru in zato je bila pač naročeno, da se Boris Pahor more pasivizirati, se pravi osamiti, da se mu ne more dovoliti nobeno politično, kulturno delovanje. In zato je bilo takrat odločeno, da se mu postavi 13 sodelavcev, ki so ga dnevno spremljali, dnevno poročali in onemogočali kakršnokoli njegovo delovanje. To je resnica, ki jo je tudi takrat Milan Kučan vedel, pa proti tem ni imel ničesar. Še eno takšno zanimivo vprašanje morda. Včeraj je poslanec Franc Breznik dejal, da je na spletu zasledil informacijo, da naj bi poslanec Pozitivne Slovenije Jerko Čehovin bil sodelavec SDV. Imate vi kakšno informacijo? Jaz moram povedati, da sem to danes preverjal. Dejstvo je, da podatek drži. Upisana je posebna šifra 55.000, gre za opuščene sodelavce službe državne varnosti. Torej, Čehovin bo moral pojasniti prvo svojim kolegom in pa seveda vsej slovenski javnosti, kaj je razlog in zakaj se nahaja v evidenci službe državne varnosti
pod to šifro, se pravi, ni bil nobena nadzorovana oseba, kot je povedal včeraj, bil je upuščeni sodelavec, se pravi, da so nek čas s njim sodelovali, potem pa so ga opustili in ga kot sodelavca niso več uporabljali. Jaz mislim, da bi moral pojasniti, kdaj je to bilo, verjetno takrat, ko je bil direktor hotela Jama v Postojni. Jaz verjamem, glede na turistični kraj in ponudil, da je pač to bilo v interesu Udbe, da to nadzoruje. Ampak to bi moral včeraj pojasniti, tako je pa včeraj povedal, da nikoli ni sodeloval. Jaz verjamem in koliko vem po vseh izkušnjah z vsemi ostalimi sodelavci, ki se nahajajo v tem, da so podatki vedno točni. Morda se tukaj naveževa zdaj na dve vprašanje naših gledalcev. Ja. Gospod Blaž nas sprašuje, zanima me, če je oziroma bo možno kdaj videti spisek, kdo so bili sodelavci Udbe, ki še vedno živijo med nami. No, jaz moram povedati, da sem si izbral zdaj okoli sebe skupino mladih fantov, študentov, ki bomo prepisali, ki mi trenutno prepisujejo kompletno dokumentacijo Udba.neta v Word program, da ne bo več v tej obliki slik, da bo v bistvu v Word programu in nad bojo popisani vse osebe, od tistih, ki so bili viri, stalni viri, sodelavci, informatorji, zvezdniki in to so pač ti sodelavci, ki so pač različni. Vsi bojo popisani, v dokumentu bo prav šifrant, ki je zelo razširjen, da bo vsaka šifra točno določena. S tem bomo preprečili tudi tisto, kar so naprimer sedaj nekatere šifre 198, ki v bistvu pomeni preverka in so danes mnogi v Sloveniji pač na črni listi, zato ker imajo to šifro. Kdorkoli ima ta šifro, še ni sodelavec Udbe in se ne more razumeti kot sodelavec Udbe, zato bomo zdaj to naredili in bo to dostopno na internetu še do poletja, ampak na način, da bo lahko vsak tipkal ime in perimek in se bomo njegovi podatki v celoti pojavili. Mislim, da to ni bila naloga, da to naredi samo Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, ampak da bi to morala storiti država, tistem trenutku, ko so ti podatki prišli v javnost in so danes predmet, kako bi rekel, špekulacij. Na ta način bomo to zadevo popolnoma jasno predstavili, napisali tudi, kdo je pravilni šifrant. Seveda pa tisti, ki so pa pač bili sodelavci, pa tisti, ki so bili v tej službi, bojo pač morali sprejeti odgovornost in če bo ta odgovornost tudi kazenska, mi pa žal. Morda še na kratko odgovoriva na drugo vprašanje, ker se nama čas počasi izteka. Gospod Drago sprašuje, ali vam je poznan primer danes že pokojnega gospoda Štorglja Tineta? Ja, poznam to ptujsko zadevo. Tam je bilo zelo daleč, da bi vsaj nekdo odgovarjal za zločine, ki so se dogodili neposredno po drugi svetovni vojni. Ampak nažalost tam je ptujsko tožilstvo in pa tudi sodišče pač se odločilo, da zadevo ne spelje do konca. Najprve je bila sporna odločitev, da ne odkopljajo grobišča, da s tem pridobijo dokaz, da so se usmrtitve res zgodile. Vse skupaj se je vleklo, da je prišlo do zastaranja, vse s nekim ciljem, da ne pride do obsodbe. Tako da nismo uspeli ničesar dokazati. Druga zadeva je bila okoli Žižmund Edmunda, komandanta prvega bataljona, ki je pobijal v Hudi jami. Veste, da smo Hudo jamo, da sem jo v bistvu odkril leta 1989, da smo jo 2009 v bistvu odprli, da je Edmund Žižmund, komandant tega prvega bataljona, ki je odredil likvidacijo, njegovi vojaki so tudi likvidirali, partizani, še bil 2009 živ, umrl je 8.12.2011. Tako, ampak nikoli ni bil procesiran. Čeprav je bila zoper njega podana kazenska ovadba, ampak je bila v predalu vse do njegove smrti. En boljših poskusov je bilo tudi proti Mitja Ribičiču, ampak kot vemo je po ovadbi 4 mesece kasneje tudi umrl. Dejstvo je, da razkrivate veliko za nekatere osebe problematičnih podatkov. Ste deležni groženj, nekaj ste že omenili. Se počutite ogroženega?
No, če bi rekel, da se ne počutim ogroženega, bi se zlagal o vsem teh stvari, ki se trenutno nahajajo v javnosti in v tem, da je veliko skrajnežev tudi v Sloveniji. Seveda moja varnost je le malo načeta in veste, pred mesec dni je bil tudi en resnejših poskusov, ko je nekdo iz same bližine Zemljariča, ki je bil tudi nekoč načelnik službe državne varnosti v Ljubljani, poskušal pri podzemlju ljubljanskem pridobiti nekoga, da z mano obračunavajo. Takrat je pač ljubljansko podzemlje reagiralo na ta način, da so zadevo prijavili in da se je zadeva takoj končala. Seveda se to lahko zgodi tudi tukaj v tujini ali pa kjerkoli, zato pač zadnje čase tej osebni varnosti posveča malo več pozornosti in upam, da bo vse v redu. Torej, drage gledalke in gledalci, tudi zaradi takšnih ljudi, ki svojo varnost tvegajo za raziskovanje naše polpretekle zgodovine, je prav, da ostanejo arhivi odprti. In ukolikor še niste šli in oddali podpisa proti zapiranju arhivov Udbe, imate čas natanko še en teden. Na katerikoli upravni enoti ali kateremkoli krajevnem uradu po Sloveniji lahko to storite. Veseli bomo vaših podpisov. Vam se zahvaljujem za pogovor, vam pa za spremljanje. Srečno!